Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat bomo prisluhnili pravljici o princu, ki je iskal pravo princeso. Ne le po videzu, temveč po dobrem srcu. In ko je nekega nevihtnega večera na vrata potrkala skrivnostna deklica, nihče ni slutil, da bo prav ona razkrila, kaj pomeni prava nežnost, iskrenost ter srčnost. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, nastali izpod peresa pisatelja Hansa Christiana Andersena z naslovom Princesa na zrnu graha. V starih časih je živelo poleg številnih škratov, vil, čarovnic in čarovnikov tudi mnogo več princes, kot jih je danes. Res pa niso bile vse resnične princese. Pogosto se je zgodilo, da so bili princi razočarani, ko so se poročili z dekletom, ki je bila samo videti kot princesa, v resnici pa ni zaslužila tega naslova. V daljni deželi je živel princ, ki se je želel poročiti. Zakoni v njegovem kraljestvu so zahtevali, da sme za ženo vzeti le pravo princeso. Iskal je ženo po vseh deželah sveta, a naj še tako iskal, mu ni in ni uspelo, da bi našel tako, ki ne bi bila le lepa in dobra, temveč bi bila tudi prava princesa. Mnoge mladenke so se želele poročiti s princem, saj je bil zelo postaven fant. Prihajale so v palačo in se izdajale za princese, a matere kraljice, ki jih je preizkušala, niso mogle preslepiti, kajti bila je zelo modra. Princ je bil žalosten in obupan, mislil je, da se mu želja ne bo nikoli izpolnila. Neke noči, ko se je razbesnela nevihta in je lilo kot iz škafa, pa je med grmenjem in bliskanjem nekdo močno potrkal na vrata. Kraljica je šla sama odpirat vrata in pred njo je stala mladenka slepeče lepote. Od dežja premočena obleka se je ovijala okrog vitkega in skladnega telesa in svetle lase je imela tako skuštrane, da nisi vedel, ali je resnična princesa ali le lepa kmetica. Kraljica je postavila nekaj vprašanj in mladenka je odgovorila. Princesa sem, gospa. Odšla sem na lov in ko sem zasledovala jelena, sem se v gozdu izgubila. Prosim vas, pustite mi, da pri vas prevedrim, dokler nevihta ne pojenja. Si resnično prava princesa? Je dvomeče vprašala kraljica. Da, gospa, je zelo prepričljivo odvrnila lepa mladenka. Princesa sem. Kraljica, ki si je iz vsega srca želela najti svojemu sinu primerno ženo, je pomislila, da mora dekle preveriti in jo podvreči preizkušnji. Medtem ko sta kralj in princ sprejela mokro lepotico in jo popeljala k kaminu, da bi se posušila ob ognju, je kraljica odšla v sobo za goste, razkrila posteljo in na sredo pod žimnice in pernice položila zrno graha. Tu naj bi prespala izgubljena mladenka, ki je trdila, da je prava princesa. Kraljica iz previdnosti ni nikomur povedala, kaj je naredila. Potem, ko je pripravila in postlala posteljo, se je vrnila v sprejemnico. Mladenki so posodili obleko
in na njeno čast priredili majhno dobrodošlico. Končno so se vsi umaknili spat. Naslednje jutro pri zajtrku je kraljica vprašala lepo gostjo: Ste si dobro odpočili, princesa? Ne, bilo je strašno, je ta odvrnila. Vso noč skoraj nisem zatisnila očesa. V postelji me je nekaj tako neznosno žulilo, da me danes vse boli. Kraljica ni več dvomila, da je lepa deklica prava princesa. Nobena druga, razen prave princese, ne bi bila tako občutljiva, da bi skozi vse žimnice in pernice čutila zrno graha. Vsa vesela je kralju in sinu sporočila dobro novico. Ker dekle ni bilo samo princesa, temveč tudi očarljiva lepotica, jo je princ, ne da bi se kaj obotavljal, zaprosil za roko. Princesa je rada privolila, saj je bil tudi princ čeden in prisrčen. V tisti deželi niso še nikoli videli tako srečne in imenitne poroke. V kronikah pa je zapisano, da so na ukaz mlade neveste zrno graha, na katerem je spala, spravili za spomin na žametno blazinico in dragoceno stekleno škatlico. Zrno graha je bilo zanjo večja dragocenost od najdražjega dragulja, kajti zaradi njega je dobila dobrega moža in prestol in, kar je največ, naklonjenost ljudi. Kako prikupna zgodba. Prava plemenitost ne prihaja iz bogastva ali oblek, temveč iz občutljivega ter iskrenega srca. Tisti, ki gleda s srcem in čuti z dušo, razume več, kot povedo le besede. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čarobni Andersenovi pravljici z naslovom Cesarjeva nova oblačila. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in ne pozabite, prava plemenitost prihaja iz srca. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi princese in princa. Čau, čau! Thank you.